Lepo pozdravljeni, moje ime je Pija Kapitanovič in sem avtorica podcasta Na robu. Tu z zanimivimi sogovorniki odkrivamo teme, ki so na meji individualnega in kolektivnega. Tokrat o epigenetiki. Z menoj doktor medicine Dejan Jarič, ki je tudi psihoterapevt in holistični zdravnik. Lepo pozdravljeni. Živijo. Torej, bili ste nekje na poti specializacije k nefrologiji, pa ste se odločili zapustiti javno zdravstvo. Zakaj? Ja, to me vsi vprašajo, to je tako zanimivo novinarsko vprašanje, tudi za širšo javnost. Ja, v bistvu jaz sem imel sama, svoje krize v gimnaziji, že epizode depresije, hude tenske glavobole, kronični gastritis, to vedno povem, to mojo zgodbo. In takrat mi samo klasična medicina ni znala pomagati, tako da sem iskal že, bomo rekli, alternativnejše oziroma celostne pristope k zdravju. Takrat sem začel z meditacijo se ukvarjati, potem začel tudi z individualnim delom na sebi v psihoterapijah. Tako da v bistvu sem sistemi pristopi, ki so celostni, pomagal, da sem na naraven način se rešil vseh teh depresij, da sem ozdravil svoje glavobole, gastritis. Tako da sem rekel, ok, tukaj nekaj deluje, in sem se začel seveda iz svojega lastnega primera, ker ponovadi vsak izhaja iz svoje lastne izkušnje. Torej sem začel iskati tiste globje vzroke, torej povezavo duhovnosti, znanosti, kar danes vemo, številni znanstveniki v svetu že proučujejo in seveda tudi jaz sem eden izmed njih, sem zdravnik klasične medicine in tik pred korono, to je bilo marca 2020, sem nekako začutil, da samo z delom na klasičen način, torej za predpisovanje zdravil, ne bom mogel izpolniti tega svojega polnega potenciala, to kot zavest prinašam v ta svet. Tako da sem začel seveda potem tudi doktorat na Quantum University za celostno integrativno holistično medicino in dejansko povezujem te svetove, ki so mogoče navidezno za nekoga nezdružljive, ampak danes vemo, kvantna fizika je dokazala, da smo mi 99,99999% energija. Torej vse energija, vse vibracije, določene frekvence, vse vibrira na določeni frekvenci v tem vesolju in dejansko mi smo, jaz v osnovi rečem, duhovna bitja, ki seveda imamo vsa telesa in na vseh teh telesih so lahko seveda določene blokade, torej na miselnem, čustvenem, eteričnem, tudi na koncu fizičnem. Torej, če človek nič ne naredi na svojih čustvih, na svojih mislih, na svoji energiji, bo slej ko prej tudi fizično zbolel. In epigenetiko ste omenili, ja, to je ta nova znanost. Epi pomeni nad, pomeni kontrola, ki je nad geni. Torej, na nas vplivajo seveda vsi dejavniki, vsi vplivi okolja. Torej, sama sprememba struktura DNK, torej bazni par je adenin, timin, gvanin, citozin, to se ne spremeni, spremeni se pa izražanje naših genov. Ne obstaja gen za raka. V resnici, obstaja možnost, potencial, da bomo mi lahko dobili raka, če seveda, smo skozi v stresu kroničen, če živimo nezdrave odnose, če jemo nezdravo hrano, kadimo, pijemo, ponočujemo, torej nimamo zdravega življenjskega sloga, bomo slej ko prej seveda aktivirali te gene, recimo, da se bo tumor supresovski gen, ki je normalno aktiviran, torej to, kot bi rekli, stikalo je on, torej je prižgano. To si lahko predstavljamo kot lučko na novoletni jelki, da me vedno primerjavo. Torej, dejansko nekateri geni se aktivirajo, nekateri se utišajo in to je odvisno od naših misli. Torej, naše misli, naša percepcija, kot je veliki celični biolog dr. Lipton, recimo, ki sem ga imel v milost osebno spoznal, dokazal, začetnik epigenetike, je dokazal, takrat so se mu smejali, vsi, tudi na medicinski fakulteti je poučeval študente, bodoče zdravnike, študente medicine, da je v bistvu raziskoval torej vpliv, da so se celice v različnih okoljih razvile v različne vrste celica. In to je v bistvu osnova epigenetike. Nekje v nekem okolju nastane mišična, nekje kostna, nekje živčna, kožna in tako naprej. Torej, odvisno je od okolja, v katerem smo, oziroma še bolj rečeno, kako se mi odzivamo na te vplive iz okolja, katere gene bomo aktivirali. Za zdravje ali za bolezen, za srečo ali za nesrečo. Torej, mi sami smo, lahko rečemo, danes že genetski inženirji, to je danes uradno priznana znanost epigenetike. Jaz sem to začel govoriti o tem že 17 let nazaj zdaj, takrat sem bil seveda čuden, doživel potikanja, mobbinge in tako naprej v klasičnih medicinskih krogih, tudi imel zagovor takrat pred dekanom, učiteljskim zborom. Ja, preveč je bilo napredno to za tisti čas, bogokletno. Pa to ste bolnikom razlagali, govorili ali tako? Jaz sem v bistvu tako, uradno, ko sem delal, sem vedno delal po protokolu, če sem pa seveda za koga začutil, sem pa povedal, ja, obstaja
obstaja še kakšna možnost, mogoče dajte začeti meditirati, dajte kakšno knjigo prebrati na to temo, ne, že takrat je bilo nekaj gradiva na to temo, ne. Ampak ja, takrat sem poslal en mail, sem bil tak mlad, nadobuden, še ful navdušen, ne, imel sem rezultate že, sem delal v bistvu tudi že terapija zelo napredna, ne, meditacija, ne, torej povezava z temi višjimi nivoji, s kvantnim enotnim poljem, ne, kako v bistvu je možno reprogramirati podzavestni um in kako to seveda vpliva na zdravje posameznika, ne, kako lahko v bistvu en vzorc, ki ga imamo mi v sebi, dejansko nam lahko povzroči bolezni, ne. Vedno primer tudi ta primer, ko so gospodu, recimo, ki je imel trenutno stisko v poslovanju, so mu začele noge odpovedovati, enostavno nastala gangrena, ni bilo pretoka, seveda potem vsi nevrološki simptomi, gospod pristal na vozičku in zdravniki so rekli, nimamo rešitve, ne vemo, kaj se dogaja, pač so želeli narediti amputacijo, ne. Pač po neki milosti gospod prišel k meni, začutil, da mu lahko pomagam, in ko smo v terapiji v bistvu zamenjali te programe, da je odgovoren za družino, da mora preskrbeti družino, ne, ker v bistvu sva ugotovila, da si je sam skreiral bolezen, da je imel izgovor, da mu ni treba preskrbeti družine finančno, ne, ker je imel tak močen program, da je on odgovoren, da mora za vse poskrbeti in seveda Veliko breme torej. Veliko breme je bilo, ne, in ker ni zmogel tega, si je skreiral bolezen, da je lahko imel izgovor, da ne more preskrbeti družine. In ko je to zavestu, ko se je s tem soočil, torej ko je poglobil realnost ali zavedanje, srečen glede te situacije, je v bistvu potem spustil te vzorce, sva reprogramirala ta podzavestni um, ker vemo, 95% je nezavedno, samo 5% nekje se mi zavedamo, in ko v zavestu te vzorce se z njimi soočil, poglobil zavedanje, ko sva to transformirala, torej naredila to transformacijo nezavednih programov, vzorcev, percepcija, to v bistvu to danes nevroznanost govori, epigenetika, tudi kvantna fizika, je v bistvu spustil to energijo in v bistvu se potem pozdravil in zdaj še vedno vsak dan hodi na Šmarno goro. In v bistvu to je en tak močen primer, imel sem ogromno primerov, hipotiroza, hipertiroza, anksioznosti, depresije, panični napadi, nidanija, različnih stanj. Tudi preko meditacij, vodim tudi zelo napredne meditacije, stanje enosti, ko v bistvu jaz verjamem, da mi in naše telo ima sposobnosti, to danes vemo, samo zdravljena, če seveda mu damo potrebne pogoje, torej če mi dovolj dolgo časa ponavljamo, torej eno vajo, če delamo v bistvu na celostnem nivoju in povežemo in srce, gre za to srčno-možgansko koherenco, kar je tudi HeartMath inštitut dokazal, da je v bistvu srce, elektromagnetno polje srca je 5000-krat močnejše od možganov, ampak če mi znamo možgane, torej povezati, te usmice učim ljudi delati, da vso energijo iz uma, vse vsebine pošljajo v srce, prečistijo to energijo in pošljajo iz srca nazaj gor, in v bistvu se na ta način lahko mi dejansko koherenco vzpostavimo, povezavo uma in srca, in to je v bistvu tisto, kar nas zdravi. In takrat mi lahko odpremo srce in jaz rečem, takrat smo kanal za to brezmejno božansko inteligenco, ki deluje skozi naše odprto srce. To so vsi modreci, vsi iz vzhoda že med vrsticami povedali. Tako so povedali, in danes znanost se počasi trudi to za naše zahodne ume, ki rabijo milijon dokazov, pa vse to skuša to dokazati. Sveda veliko je že dokazano, veliko še ni, veliko še teorij, veliko še domnev, kaj se v resnici tle dogaja, ampak zame so pomembni rezultati. In to, recimo, da je ta oseba, recimo, ni rabila amputacije, to je en velik dokaz, da nekaj tle je in da nekaj tle očitno deluje. In mnogi primeri, tudi recimo moja osebna asistentka, ki je v bistvu imela tudi težke diagnoze, ščitnica, Chronova bolezen, recimo preko terapij, preko seans, preko vseh teh pristopov se je v bistvu sama pozdravila, ker je šlo za avtoimuno obolenje. Torej, telo je napadlo samega sebe, torej mi na neki ravni nezavedno hočemo sebe uničiti zaradi nekih vzorcev, nekih programov iz okolja, oziroma nekaj, kar se nam je zgodilo. Slaba vest morda, ali pa obžalovanje. Tudi. Vse to je nizka energija, nizka vibracija, ki seveda vpliva na nas, to je danes znanstveno dokazano, torej vsa nizka energija, čustva, jeza, zamera, strah, bolečina, nemoč aktivira v bistvu tiste gene za bolezen, za težave v življenju. Če smo pa mi v radosti, v igrivosti, v veselju, v sreči, v miru, smo pa na visoke vibracije in to sproža zdravje, aktivira gene za zdravje. Torej vse odvisno od
naše energije, kako mi percepiramo sebe, kako mi percepiramo v bistvu svet, okolico, ne, to definira našo celično biologijo v resnici. Ne. Dobro, ampak poznamo pa tudi primere, ko bolezen pride na žalost k ljudem, ki živijo zdravo, ki so pozitivni, ki se na prvi pogled ne odražajo tega, o čemer sem zdaj govorila. Tako se mi zdi, težko je reči, da pride le k tistemu, ki s svojim vedenjem in okolico aktivira te zadeve. Kaj pa rečete na to? Ja, veliko stvari je v bistvu res globoko potlačenih v nas. Ne. Tudi če človek na neki ravni na površini, zgleda, da je vse v redu, ne, da živi pač tako, kot naj bi živel, ne, pa zdravo, pa se giblje, pa to, jaz verjamem, ne, in tudi Gabor Mate, recimo znani kanadski zdravnik, ki celostno gleda, ne, na človeka, pravi, vsaka bolezen ima zadaj eno travmo, eno zgodbo, lahko je to od prednikov, lahko je to mogoče karmični vpliv. Dr. Ian Stevenson recimo dokazal reinkarnacijo, tudi zdravnik psihiater, celo življenje je raziskoval in vlagal v to. To danes že vemo, 3000 otrok, ki so se spontano spominjali svojih preteklih življenj, preteklih izkušenj in so šli v arhive in so vse to raziskovali. Ti otroci so vedeli brez hipnoze, kje so živeli, kako so živeli, kdo so bili njihovi starši, ime, priimek, ulica, kraj rojstva, vse so vedeli. Se reinkarnacija zgodi na dan, ko umreš, ali kasneje, se to že ve, to že veste, ste že slišali, kdaj se zgodi. To je zelo relativno, to je težko reči, ampak če je vse zdaj, ne. Tako bi človek lahko iskal svoje preteklo življenje, svojo preteklo osebo, morda. Tako, ne. In se kaj naučil še preden je. Tako. Žal se nam briše spomin, ko pridemo nazaj, ne. Večino ljudi pozabi, seveda določeni ne, obstajajo napredne duše, ki se seveda tega spomnejo, ne, in lahko prikličejo te spomine, ne. In otroci, vemo, so še zelo odprti, imajo še povezavo s kozmičnimi višjimi nivoji, ne, in se jih družba, bomo rekli, še ne uniči, ne. Niso še tako programirani in doktrinirani. Tako da, so te primeri opisani, to je bilo tudi v vseh teh medicinskih, psiholoških revijah takrat, ampak. Torej, lahko gre že za nekaj, kar smo podedovali iz preteklih generacij. Tako, transgeneracijski vpliv, 8 generacij, lahko celo neka travma, danes vemo, se lahko prenese, neka babica, nekje zadaj je imela neko pomanjkanje, neke stiske, strahove, to lahko danes name vpliva, da imam jaz nek občutek pomanjkanja, čeprav mogoče fizično nikoli nisem bil lačen na tem življenju. To se recimo med covidom se je pokazalo, ko so ljudje mrzično kupovali, ne bo hrane, ne bo tega, to se je ljudem sprožalo, vas ta straha, ki je bil od prednikov, od vojn, od vseh teh generacij, kar so naši predniki živeli. Omenili ste Liptona, kje ste ga spoznali? Liptona sem spoznal v Zagrebu, ko je bil na predavanju, potem smo imeli še skupno kosilo in jaz sem ga vprašal, kaj bi svetoval v meni, kot mogoče mlajšemu zdravniku, ki je doživljal tudi seveda neka nerazumevanja, strani uradne stroke, in je rekel, ker je on isto doživljal, so se mu smejali, so mu nasprotovali, sedaj seveda je svetovna avtoriteta na področju epigenetike, vsi ga, tisti, ki ga seveda poznajo, ga cenijo, ga spoštujejo, in je rekel, ti samo sledi sebi, svojemu srcu, ljudje te potrebujejo, ljudje te rabijo, in važno je, da imaš rezultate. Danes je kvantna fizika tista, ne več Newtonova fizika, v katero smo vsi verjeli, seveda Newtonova fizika še vedno ima svoje zakonitosti, deluje v tem 3D svetu, ampak jaz verjamem, da živimo mi v kvantnem svetu, da je v bistvu vse res energija, različnih frekvencij, vibracij, že gremo mi na subatomski nivo, so čist druga pravila kot na tem 3D svetu, ki ga vidimo s temi fizičnimi očmi, tako da na subatomskem nivoju se še le dogajajo zanimive stvari, da v bistvu gre za kvantno superpozicijo. Kaj je kvantna superpozicija? Da je en delec v bistvu lahko na 3000 lokacijah istočasno, koga pa mi konkretiziramo, ga opazimo, pa je nekje. Od sebi? To je recimo ta poskus dvojno režo, ko mi šibamo elektrone, in jih opazujemo na fotografskem papirju, so nekje. Gre za sled na fotografskem papirju. Če jih ne opazujemo, so v tako imenovani superpoziciji, so v bistvu gre za valovanje. Torej, že sam naš akt opazovanja, torej naša zavest, ko opazuje, ali pa če pač postavimo neko merilno napravo, je že ta akt opazovanja tisti, ki vpliva na rezultat. In to lahko v bistvu razložimo tako, da smo mi tisti zavestni sokreatorji, torej od naših misli, od naših čustev, od našega pogleda, nas je na svetu odvisno vse, kar mi doživljamo v našem življenju. To nevroznanost danes dokazuje. Veliko je seveda tle še nerazjasnenih stvari, veliko je različnih znanstvenikov, ki imajo različne poglede, teorije, ampak
Kaj pa jim je skupno? Skupno pa je, ja, da dejansko je zavest ultimativna osnova obstoja življenja. Noben je ne zna v resnici dokazati, prav tako kot bi hoteli, ne znanstveno, ampak vsi nekako vemo, da je to zavest, ki prežema vse, kar je. In zavest ni produkt možganov, kot so mnogokrat mnogi znanstveniki verjeli. Bil je primer enega nevrokirurga, ki je bil zelo mentalno usmerjen, zelo racionalen, hotel je vse dokazati, vse stvari, in ni verjel ne posmrtno življenje, ne v nas kot duhovno bitje, nič od tega, on je verjel, mi smo fizis, to je to, ko umremo, koncu vsega, adijo. In seveda potem je doživel klinično smrt, torej lastna izkušnja. In vedno vemo, lastna izkušnja je tista, ki nas popolnoma spremeni. Imamo veliko takih primerov, recimo tudi tale Anita Murjani iz Roba smrti pravi jasne, ko je imela raka, terminalno bolna, je že bila na prehodu in potem doživela, v bistvu zakaj je doživela raka, ko je doživela v bistvu to stanje blaženosti, stika z virom, z višjo energijo, kakor želimo, ljubeznijo, je v bistvu ugotovila, da se ni imela rada, da se je samo razdala za druge, da je celo življenje garala, delala za druge in ni imela ljubezni do sebe, ni znala reči ne, ni znala postaviti meja drugim in tako naprej. In je v bistvu v tem stanju to doživela, tako kot ta nevrokirurg, in zdaj v bistvu pišejo, govorijo o tem, da je zavest tista, in da po smrti seveda ni konec vsega, da smo mi neskončna zavest, ki smo tukaj le nekaj kratkih trenutkov na tem planetu, gledano v bistvu z tistega višjega nivoja zavedanja. Da celo naše življenje z kvantnega nivoja mogoče delček sekunde ali pa z nivoja duše gledano. Da čas v resnici kot tak iluzija je kar tole o tem govoril. Vse je zdaj, vse je ta trenutek in celo življenje raziskoval ta trenutek, ki je vse, kar imamo. In v bistvu verjamem, da smo mi tako, da gremo iz trenutka v trenutek in smo non-stop v gibanju energije, vibracije, in da je vse v resnici odvisno od naše percepcije, od našega pogleda na se in na svet. Torej, kako je možno, da je danes samo z meditacijo mnogo ljudi ozdravlja? Kako je to možno? Kako lahko to? Ja, nevroznanost nam govori, da je možno, ogromno študij po svetu, ki to govorijo, epigenetika seveda. Torej, mi smo zavestni soustvarjalci svoje resničnosti, svoje realnosti in nismo Boga žrtve, kakor so nas klasični modeli želeli ukalupiti. Da je vse določeno v usodi, torej z mislimi lahko kreiramo svojo realnost. To se sliši zelo ezoterično. Ja. Ampak v resnici ni. Kateri so najmočnejši dokazi, ki to potrjujejo? Ja, se pravim, David Bohm, recimo, eden izmed teh kvantnih fizikov, ki recimo zelo raziskuje, Albert Einstein je celo življenje je v bistvu želel dokazati to, teorija enotnega polja in so to, ampak seveda njemu ni uspelo takrat. Pa je govoril tudi o teh duhovnih sferah. Tako, njemu je bilo v bistvu marsikaj jasno, njemu je bilo jasno in je v bistvu se zavedal teh temeljnih resnic. Obstaja tudi Tesla, recimo, eden izmed teh naprednih, ki je rekel, vse je če želimo razumeti skrivnosti vesolja, moramo govoriti kot o energiji, frekvenciji in vibracije. Torej, te veliki umi, ki so jih seveda potem zaradi svojih interesov in tako naprej so jih zreducirali na neko tehnološko področje. Tako. Ampak oni so se zavedali teh duhovnih resnic in so povezovali znanost in duhovnost in to se danes v bistvu širše raziskuje. Pa se tudi uradno raziskuje, tako bom rekla. Ja, Inštitut Jožef Stefan ima seveda precej raziskav v CERN-u, recimo ta, ko imajo ta pospeševalnik, tam so odkrili ta Higgsov bozon, tako kot božanski delec, ki nekako ustreza tem osnovnim principom, da je vse izvira iz ene zavesti, iz enega vira, da obstaja v bistvu ta ultimativni vir, ki je obstoj vsega, kar je. In v bistvu to enotno polje, kjer se vse 4 glavne sile združijo, elektromagnetizem, šibka močna jedrska sila in gravitacija. Z gravitacijo imajo sicer nekaj problemov, to še ni čisto razjasneno. Zakaj? Gravitacija malo ven seka. Enostavno je ne more umestiti čisto uradno. Imel sem tudi v svoji oddaji Prebujeno srce Slovenije, sem imel tudi v bistvu znanstvenika, ki raziskuje na to temo, veliko, seveda ne obstaja še neka splošno sprejeta, obstajajo seveda debate, obstajajo v bistvu različni vidiki, različni pogledi, gre za zelo globoko vprašanje in filozofsko in mistično in
ne bom rekel religiozno, ampak globoko moramo iti, da bi razumeli vsa ta področja, ne. Skupno pa je, da se v bistvu vse te sile na neki ravni združijo v ta neomejen potencial, iz katerega v bistvu vse izvira. Torej, vsi misli, vsi arhetipi, vsi občutki, vse duše, vse zavesti, vse, kar obstaja v tej energiji, ne. In jaz imam v bistvu veliko lastnih izkušenj, ne. Ko gremo v meditacijo, ko izgubimo občutek za telo, ne, za čas, za prostor, vse to izgine, ne. Torej, vse se postojite v enem izvoru. In tej sili, znanost pravi enotno polje, enost, izvor vse, kar je, vse izvira v bistvu iz te ravni resničnosti in iz te ravni je v bistvu vse možno, vse je dosegljivo na neki ravni in od naše stopnje zavedanja, od naše energije, odvisno s katero energijo se uglasimo, ne? In tako lahko razložimo recimo neko manifestiranje, neko misel, neke sinhronicitete, ki se nam dogajajo v življenju, ne? Da pomisliš na nekoga, te pokliče, ne? To ni naključje, ne? Mi se prevlačimo na nivoju misli, gre za elektromagnetno valovanje, ki se vzpostavlja, ne? Da tisto, kar narediš na enem elektronu, so bili poskusi, ne? Vpliva na drug elektron 100 kilometrov stran. To pomeni, da na neki ravni je vse entanglement, je vse povezano, gre za kvantno povezljivost, torej vse v vesolju povezano z drugo energijo v vesolju. Torej, v osnovi samih temeljih zavedanja lahko rečemo, potem smo ena zavest. V resnici v različnih oblikah se prepoznavamo, skozi različna ogledala prepoznavamo sami sebe. Imam tudi recimo kakšne seminarje intenzive razsvetljenja, ker se sprašujemo, povej mi, kdo si ti v diadah. In ko izpraznemo vseh teh elementov, kdo sem jaz sem en dejanje, sem zdravnik, sem terapevt, sem ne vem kaj, ne, pride ven tista absolutna resnica, kdo zares smo. In kaj to je, recimo, da vas vprašam, da si lažje drugi predstavljamo? Jaz sem. Kaj ste vi, recimo, kaj vi takrat občutite? To sem že opisal v nekih intervjujih, pa bom še zdaj mogoče skušal povzeti, takrat v bistvu je zelo težko uporabiti kakršnekoli besede, ker gre za res to popolno zlitje, gre za blaženost, ananda, ne, v sanskrtu, gre za povezavo v bistvu s temi višjimi nivoji, lahko se samo zjokaš od blaženosti, od sreče, od radosti, ker si tako v bistvu povezan s tistim najglobjim aspektom sebe, lahko rečemo z verom, ljubeznijo, Bogom, kakorkoli, enostjo v srcu, ne. Torej, zavedaš se, da jaz in vi ali ne, nisva ločena, da sva v bistvu povezana na nekih globih ravneh, na kvantnih nivojih, na subatomskih nivojih. Tam ni več te ločenosti. Ločenost je iluzija ega, uma, naših teles, se ločujemo, ampak na globih nivojih smo povezani. In jaz imam te izkušnje, jaz veliko dam na izkušnje, kajti izkušnja je tista, iz katere vse izhaja. In ko imamo izkušnjo, mi lahko gremo, zdaj pa raziskovati, pa gremo hraniti z nekimi zgodbami, ki bodo nahranile, ampak izkušnja je tista, ki te zavedno spremeni. Vsi, ki so imeli te mistične izkušnje, nikoli več nisi isti. To te zavedno spremeni. In v bistvu enostavno, tudi če je kdo skeptik, če kdo ne verjame v te stvari, tako kot je ta neurokirurg, ko je imel lastno izkušnjo, je začel dojevati, globje resnice obstoja. Da nismo eno to telo, fizično, da smo mnogo več, da smo ta čista zavest in jaz se v meditaciji vsak dan povezujem s to izvorno čisto zavestjo. Vsak dan prihajam na finejše ravni zavesti, kjer izklopimo ego, čustva, vsa telesa in gremo v ta izvorni nič. Kaj potem ostane? Nič. In ta nič je v resnici vse. To je ta, nedualisti govorijo o tem, ne. Non-dual, vse je povezano, ne. Vse je v samih temeljih zavedanja. Ampak kaj pa potem človek počne, če pa se počuti blaženega? Potem pa je tudi dolg čas, če ni težav, ni izzivov. Tukaj je seveda zahodni človek ali pa načeloma ljudje rabimo težave, rabimo dramo, rabimo izzive, ne? Zato, da nam ni dolg čas, dobro, ampak jaz pravim, mi se vsi vračamo ponovno v svoj izvor, jaz tako čutam, kot človeštvo, ne? Preko različnih težav, dram, iluzij, vse, kar se nam dogaja v teh naših življenjih, mi spoznavamo sebe. Torej, kdo sem jaz, kdo je tisto nasprotje te drame, kdo je tisto, kar v resnici jaz sem, v ozadju tega, kar se meni zdaj zunaj na svetu dogaja. Imam neko dramo, ta oseba mi, ne vem, dela to in to, mi dela težave, mi dela probleme. Kaj v meni v resnici noter še
da jaz privabljam take situacije v moje življenje, katera moja energija nekje na nezavidni ravni ne predela, oziroma kaj jaz rabim preseči v sebi, da bom lahko to percepcijo, to realnosti. Torej, Koliko terapije je potrebnih za to? Vi ste rekli, že v srednji šoli ste se s tem ukvarjali, pa tako naprej, ne gre zlahka. Gre za proces, seveda odvisno, kam želi človek priti, pa kakšen je njegov cilj. Če želi človek, zboljšati samo eno področje življenja, bo šel čez nekaj mesecev, sklopa pa bo dovolj. Če želi človek na vseh področjih napredovati, vsa področja, ki ima mogoče neurejena, bo seveda to dlje trajalo. Ampak definitivno pa s tem pristopom, s temi pristopi lahko človek hitreje napreduje, ker ne gre za samo neko pogovorno varianto, ampak delamo res na ozaveščanju, na soočanju, na poglabljanju zavedanja in v končni fazi na preseganju vzrokov za težave. Torej, vzroki so pa vedno v nas samih, naše misli, besede, dejanja, vemo, to je že Buda rekel, kar smo mislili, govorili in delali, to imamo danes v našem življenju. In kar danes mislimo, govorimo in delamo, to kreira našo prihodnost, če gledamo ta relativni čas kot preteklost, sedanjost, prihodnost. Torej, vse je v bistvu povezano z našimi mislimi, besedami in dejanji in te morajo biti kar se da usklajene. Če niso, imamo lahko težave. Torej, če mislimo eno, govorimo drugo, delamo tretje, imamo še kar precej dela na sebi. Če okrivljamo druge, seveda spet nismo še tam. Nekje sem slišal en citat, ko kriviš druge, imaš še dolgo pot na duhovni poti. Ko kriviš sebe, si že na pol tam. Ko ne kriviš več nikogar, si prispel. In kriviš Boga. Tudi tega ne smeš več kriviti, ker na neki ravni smo si vse... Oziroma energijo, oziroma enotnost polja. Tako, tudi to je lahko problema. Reče, ok, s prstom kažeš na drugega, ali na Boga, Bog je kriv, drug je kriv. Ali pa si rečeš, taka je usoda. Sprejmeš to kot neko... Lahko rečemo to kot pot usode. Eni so, verjamejo. Ali je to sprejemanje, se pravi to, kar je mogoče v tem svetu, rimokatoliška cerkev nekako odcepila, da ne skrbi, Bog ima plan za vse, bo poskrbel, samo sprejmi in pusti se. Je to pozitivno ali ne negativno, ali se niti ne bi opredeljevali? V bistvu jaz verjamem, da vseeno imamo neko relativno svobodo izbire v tem svetu, seveda neka pot, verjamem, nek božanski načrt, neka pot je zapisana, tudi glede na naše pretekle aktivnosti, na našo karmo, pač imamo tudi neko darmo, nek namen v tem življenju, pač to vzhodnjaki, pač imajo te izraze, so mi včasih blizu, zato uporabljam, ampak še vedno pa to relativno svobodo izbire v zdani situaciji, a bomo šli levo ali desno, imamo. In leva pot je mogoče bolj trnava, bolj težka, desna je mogoče malo lažja, ampak jaz vedno vodim ljudi, da zaupajo sebi, da slišijo svoje občutke, ker občutki so glas naše duše, glas našega srca, lahko rečemo. In te v bistvu nas peljejo na to pravo pot. Ni nujno, da bo ta pot lahka. Velikokrat pa mogoče celo težja, ampak nas pelje v bistvu po poti naše neke osvoboditve, svobode ali pa več radosti, izpolnjenosti, zdravja, ljubezni v življenju, nas pelje na pravo pot. Če bomo slišali naše vzorce, našo percepcijo, naše programe, se bomo lahko še dolgo časa vrteli. In glih tukaj vodim ljudi, da povežejo in srce in da začnejo slišati sebe. Kaj tista njihova pot? Jaz nobeno ne bom rekel, kaj je za njega najboljše. Vodim pa pomagam ljudem, da sami ugotovijo za sebe, kaj je za njih najboljše, kaj je za njih tista pot, ki bo njim pomagala na poti do potem več dobrega v življenju. Povejte mi še, ali so prvi astrologi, ki so preučevali pozicije zvezd, planetov, vedeli, da to vpliva tudi nas, ljudi, oziroma kako se to veže na morda teorijo enotnega polja? Kar kompleksno vprašanje. Astrologija je v bistvu znanost, včasih so to bolj cenili, danes vemo, da se je to v neke horoskope in tako pač se je to degradiralo, ampak astrologija je v resnici znanost, matematika je v zadju. Tako da vse te pozicije planetov, vse to na nas vpliva. Seveda pa hkrati se pa jaz zavedam, da smo tukaj v tem matriksu, lahko rečemo v tem nekem iluzornem svetu, ki ni končna resnica nas samih. Če smo mi neskončno zavestni, neskončno bitje, to pomeni, v nas potencial, da lahko tudi te energije presežemo. Seveda ni tako enostavno, seveda je potrebno
veliko narediti na sebi, ogromno dvigniti zavest, da lahko v bistvu se zavedaš, da se dvigneš na to, a ne. Do takrat pa ja, seveda na nas vplivajo, ne, vsi vplivi, jaz rečem, to življenje, kar smo doživeli, starši, kar so nas vzgajali, vsi ti programi družbe, predniki, karmični vplivi, kolektivno nezavedno, ne, mi smo vsi v eni kolektivni mreži, ne, človeštva, ne, kjer vse travme so noter, vseh vojn, vse, kar smo si delali, je v tej kolektivni mreži, ne. In zdaj čutim tako, no, da se res v teh letih se zelo intenzivno čistijo ti nivoji, ti vplivi kolektivne, kolektivnega vpliva človeštva, ne. In je zelo pomembno, da v bistvu gremo globe navznoter. Če bi res vsak delal na sebi, a ne, če bi se vsak obrnil vase, ne, kot je že Gandhi rekel, bodi ti ta sprememba, ne, ki jo želiš videti v svetu, a ne. Preveč se ukvarjamo z zunanjim svetom, premalo s sabo. Premalo z individualnim, v bistvu bi lahko individualno spremenilo kolektivno. Točno tako, ne. Če bi se vsak obrnil vase, naredil tisto, kar ima narediti pri sebi, bi mi kolektivo lahko zelo hitro spremenili, a ne. Nismo še tam, ampak jaz verjamem, da v prihodnjih letih se bo na tem veliko naredilo, ker vedno več ljudi vendarle se prebuja, ne. Ravno zdaj sem imel ta intervju v Jani, tudi je izšel v tem tednu, ne, da v bistvu najtemnejša noč je tik predno se zdani, ne. Zdajle je veliko energij prihaja ven, veliko teme, veliko teh manipulacij leži, kar smo pač poslušali v medijih, od vseh teh vodilnih, a ne, in tako naprej. Enostavno energije so tako postavljene, da ne bomo mogli več zbežati, da si bomo mogli naliti čistega vina, si priznati resnico, vsak pri sebi najprej, a ne, in potem dejansko povedati to resnico navzven svetu, ne. In iti v sebe, iti v meditacijo globoko, kontemplacijo, pogledati v svoje življenje, kaj je tisto, kar mi ne štima, kaj mi več ne služi, kateri odnosi so odslužili, katere sem mogoče prerastel, ne, pa niso več dobri zame, ne. In da vsak naredi eno tako inventuro, bomo rekli, svojega življenja in res gre globoko v sebe in pogleda, ok, kaj je tisto, kar še rabim spremeniti, kaj rabim poglobiti zavedanje v sebi, da bom lahko presegel določene energije, ki me ne služijo, da bom lahko jaz pri sebi spremenil svoje življenje, da bom bolj srečen, bolj izpolnjen, bolj odprt, bolj ljubljen, bolj ljubeč tudi do sebe, a ne. In seveda, če bi vsak to naredil, bi kolektivo lahko hitro spremenili, a ne. Ko govorimo o teh holističnih pristopih k zdravju človeka, trčimo hitro na omejitve javnega zdravstva. Ali bi bilo mogoče, da bi te pristope nekako integrirali v javno zdravstvo? Ali je to morda nemogoče zaradi virov ali zgolj ta miselna blokada? Jaz mislim, da potencial je in da v prihodnosti bo, recimo Švica ima precej že teh holističnih pristopov vključenih v uradno zdravstvo, recimo tam ti, če meditiraš, imaš manjšo premijo za zdravstveno zavarovanje, ker vejo, da si, imajo že to uvedeno, ker vejo, da so ti ljudje manj bolni, so manj pod stresom dejansko, so bolj zdravi, manjkrat zbolijo, ne. Tako da jaz verjamem, da ja, da je možno, da je potencial, ampak da pa so seveda določene energije v našem sistemu, določene pač lobija, ne, ki seveda jim ni to v interesu, ne. Torej, seveda lažje je dati tabletko, lažje je človeku, a ne, simptome utišati, kot pa rešiti vzrok. Seveda tudi ljudje, a ne, so odgovorni za to, a ne, ker nekateri niso še tako zaveščeni, niso pripravljeni kaj dosti narediti na svoje zdravje, ampak jaz verjamem, da več kot bodo ljudje pripravljeni narediti, bolj, ker se bodo zavedali teh resnic, kar midva danes govoriva, epigenetika, a ne neuroznanost, kar danes dokazuje, da smo mi sami so kreatorji svojega zdravja, a ne? Da smo sami odgovorni za vsako mislijo, čustvom, ki ga gojimo, a ne? Z načinom vedenja, s prehrano, ne? Ali se gibaš ali se ne, ali meditiraš ali ne, vse to vpliva na naš epigenom, a ne? Na izražanje naših genov, na mikrobiom, ki je, ne, osnova našega imunskega sistema, to danes vemo, ne? In pa za srečo, ne? Tukaj se največ serotonina, dopamina tvori, ne? Preko 90% v našem črevesju, ne? In če imamo mikrobiom podprt, ne, te zdrave črevesne bakterije, smo seveda tudi bolj zdravi, čustveno, mentalno, fizično, ne. Postavljam, da je verjetno tudi morda izziv v temu bremenu, ki ga nalaga vse to, o čemer govoriva, torej, da si res sam odgovoren, ta rek, sam si nakopal bolezen, se mi pa zdi kar tako, morda ne najbolj pozitiven oziroma morda lahko privede do še več težav in še več tega bremena, stresa. Ja, seveda, ne. Lahko je to tako razumljeno, ne, ampak v končni fazi bo človek, ki je seveda na neki ravni zbolel, bo mogel iti vase, bo mogel pogledati globje, ne. In jaz spodbujam ljudi k temu, da prevzamejo odgovornost. Seveda veliko sočutja tukaj pomaga, veliko te podpore, ne, da človeku tudi seveda kdaj nujno potrebuje zdravila uradne medicine,
so urgentna stanja, ki so nujno potrebna, hvala Bogu, je spravim. Ampak potrebno je zadeve združiti danes. Torej, pomagati na klasičen način, ko je potrebno, ko to celo lahko reši življenje, hkrati pa to nadgraditi s celostnimi holističnimi pristopi in tako bomo imeli lahko veliko boljše rezultate. Lahko medicina seveda veliko naredi, lahko zakrpa človeka, lahko ga nekako postavi na neko ničlo, potem bo pa človek tudi sam mogel nekaj narediti in prevzeti, da se ne bo stanje ponovilo. Če ima nekdo infarkt, če kadi, mogoče če je skozi pod stresom, pa je zaradi tega dobil nekega pljučnega raka ali pa infarkta, bo seveda mogel nekaj narediti na sebi, medicina ga je rešila, super mu je, dala novo priložnost, zdaj se bo pa človek mogel obrniti v sebe. In reči, ok, kaj sem delal narobe, kateri odnosi mi ne služijo, kaj lahko opustim, katere škodljive navade, razvade so, ki jih lahko jaz opustim. Danes vemo diabetesa, številne študije kažejo, številne knjige napisane na to temo, da samo z načinom življenja, torej z prehrano, lahko in pa z omejevanjem stresa, torej z rednim zmanjševanjem stresa v človeškem telesu, lahko recimo veliko procentov diabetesa se rešimo čisto na naraven način. No, ampak verjetno so vzroki za to res precejšno porast debelosti, tudi širši. Seveda, premalo se gibljemo, premalo smo aktivni, torej gre za kolektivni problem, gre za družbeni problem. Vse te kronične bolezni, vsa ta prehrana, ki se nam vsiljuje, hitra prehrana, vse te zadeve, bi lahko preprečili. Tudi recimo alergije se mi zdijo nek tak blazno zanimiv fenomen. Ogromno jih imamo, ampak tako čist morda v svojem krogu opažam, da velikokrat pa jih dobijo prav ljudje, ki zelo živijo po nekih zdravih smernicah, ki prakticirajo meditacijo, pa imajo več alergij kot nekdo, ki malo manj zdravo živi. Ja, to je v bistvu zanimiv fenomen. Zdaj smo preveč v starilnih okoljih, preveč je vse starilno, preveč pazimo na vse. In je dejstvo, da so študije pokazale, da lahko tisti, boljše, če si že kot dojenček, otrok izpostavljen več mikrobom, ker enostavno imunski sistem mora delovati, mora se odzivati na vse te. Včasih, ko so doma rojevali, so bili otroci res bolj zdravi, niso imeli... So preživeli. Točno to, so preživeli vse to. Tisti, ki so, ko so doma, ja. Seveda obstaja vedno plus in minus, to moramo vedeti. Ampak ja, jaz bi rekel tako, več se zadev odkriva, boljša je diagnostika, bolj smo, bomo rekli, več smo pod stresom, ves ta stres vpliva na nas, hkrati pa smo dejansko preveč v starilnih okoljih. Premalo pod stresom, tudi verjetno, če ves čas smo v zenu ali kako ali. V bistvu bomo rekli, da smo preveč, bomo rekli, dojemljivi za določene energije, za določene vplive, in pa malo smo pomehkužali se. Torej, premalo se znamo boriti, premalo smo odporni na vse te dejavnike. Ker dejavniki so in vedno bodo, vplivi so takšni drugačni. Enkrat bo ta virus, enkrat bo drugi virus, vedno bo nekaj. Mi se moramo dejansko ukrepiti, mi moramo znati, najti v sebi to energijo, da pridemo v višjo energijo, da lahko gremo na te vibracije. Recimo, virusi vibrira, vemo, ko pademo, ko nam imunski sistem pade, smo bili pod stresom, je bilo naporno, ponovadi zbolimo takrat, ko res gre za reset sistema, si lahko telo vzame pavzo. In rečemo, ok, zdaj pa grem na off, se bom si vzel pavzo, ker si včasih mogoče ne, se teramo, imamo te vzorce, skozi moramo delati, skozi moramo biti aktivni, top, perfektni, in seveda je tukaj ta percepcija vpliva, vpliv okolja, po drugi strani smo bolj, več teh zadev opazimo tudi, nekdo je včasih kihal, pa ga nismo takoj karakterizirali, da ima neko alergijo, danes gre človek že na teste, pa mu najdejo, je alergičen na to in ono. Dostikrat je pa zadnji tudi alergija na nekoga. Zanimivo, Ja. To, kar Gabor Mate tudi opisuje, gre za alergijo na nekoga, ki sproži imunski odziv v telesu, se te imunske celice prekomerno odzivajo, in mi lahko razvijamo neko alergijo, ki je v bistvu tudi psihološkega vzroka zadaj. Zanimivo, zdaj sem se spomnila na eno knjigo Razmišljaj hitro in počasi, in mislim, da je tam opisan primer, ko so ljudje alergični na jagode razvili alergijo v sobi, kjer so bile tapete z jagodami. Torej, absolutno ni šlo za noben biološki dejavnik, ki bi zdaj snov sprožila to. Zakaj to gre?
Ja, če vemo, ne, da je Ja. misel vse, ne, in da možgani ne ločijo, ali si mi nekaj samo zamišljamo, ali vidimo, ali se to res dejansko dogaja, ne, to je nevroznanost dokazala, to pomeni, da iste nevropovezave se tvorijo in iste snovi v možganih, ne, preko hipotalamusa, hipofize se potem sproščajo v krvni obtok, da mi doživljamo, ne, enaki efekt, kot da bi to doživeli. To je recimo placebo efekt. Jaz sem, ko sem še delal v bolnici, ne, sem eni pacient, ki se je rekel, okay, ne bom dejal teh zdravil, uspaval, ker imajo veliko stranskih učinkov. Sem mi dal recimo sladkor, ne, pač sladkorno učinkovino, ki nima nekega efekta na spanje, ne, ampak se je rekel, lete, gospa, najnovejše zdravilo, ne, res vam bo pomagalo, boste res spala danes zelo dobro, ne, res jutri se zbudi, ne, vizita, gremo na okoli, ne, gospa, kako ste spali, ne, jo vprašam, gospod doktor, odlično, nikoli še bolje, ne, torej je ta placebo efekt, torej je dejansko misel je bila in ona je meni verjela, ali ne, zdravnik kot avtoriteta, pač v beli hali, ne, ta efekt bele hale tudi deluje, ne, vemo, da nekateri imajo strah, ne, pa potem visokrvni tlak, ker je danes dokazan fenomen efekt bele hale, ne, da se nekdo boji, ne, pač tam v bolnici. In potem se mu dvigne krvni tlak, gre za avtonomni živčni sistem, simpatikus, parasimpatikus. Ne. Ko smo v stresu, smo v simpatičnem odzivu, boj in beka. Ne. Takrat adrenalin, kortizol, šprica po krvi, ne, smo v boju pred nevarnostjo, vemo, kri gre v okončine, vitalni organi niso preskrbljeni s kisikom. Problem je, če smo mi skozi v tem stresnem modu, gre za kronični stres, ta vemo, danes dokazano vodi v bolezni različne. Če se vrnemo k tem jagodam, ne, torej naša misel je tista, ki je sprožila kaskado reakcij v telesu, nevrokemičnih, fizičnih, na vseh nivojih so se te molekule sproščale, da so se točno te mehanizmi imunskega sistema aktivirali, ki so sprožili potem alergijo. Torej, to govori o tem, kar smo govorili prej, da je vse misel, da možgani ne ločijo, si mi nekaj res samo zamišljamo, zato lahko te tehnike meditacije, manifestacije delujejo. Ko si mi zamišljamo dolgo časa nekaj, ko te nevromreže v možganih dovolj dolgo krepimo, bo to spremenilo tako kaskado reakcij v telesu, da bomo mi lahko dejansko prišli do samozdravitve. In zdaj, bi lahko jaz morda mišice natrenirala, če bi samo razmišljala, kako treniram? Tudi to so že študije bile, sem glih zadnjič bral, mislim, da za 13,5% je bilo izboljšanje mišične mase in stanja, že samo 13,5%, po nekaj tednih miselne vadbe, torej nisi človek fizično nič delo, ampak si je predstavljal. Koliko časa moraš to razmišljati? Zdaj tle se človek vpraša, kaj je lažje? A je lažje, da gremo v fitness, pa tisto kvihtam, če hočem biceps večji, ali bom zdaj mentalno to vadil. Odvisno, koliko časa je potrebno misliti. Če je potrebno misliti enako časa, potem se je, če pa je treba 20krat več, potem pa Torej, misel je kreator vsega. In ko mi vizualiziramo, ko si mi predstavljamo, dejansko sprožamo iste kaskade, iste fiziološke procese v celicah, mišičnih tudi, kot da bi dejansko fizično trenirali. Tako da, zanimivo je to. Vsa ta raziskovanja, vse to, kar zdaj znanost raziskuje, je res zelo zanimivo. Kdo so morda najbolj glavni predstavniki, nekaj ste jih že tekom pogovora našteli, ampak tako, za ljudi, ki jih zanima več, kaj naj spremljajo, prebirajo? Svetujem knjigo Dawson Church, Blaženi možgani. Tukaj je res veliko znanstvenih študij o meditacijah, o učinkih meditacije navedenih. Ta je recimo ena taka zelo zanimiva. Dr. Lipton, recimo biologija prepričan, ta je recimo ena taka močna. Lynn McTaggart piše o polju, zelo, zelo zanimive študije, raziskave na to temo, bi rabila mi 10 ur, da bi vse to, nimamo že toliko časa. Potem David Bohm, recimo eden izmed takih zelo priznanih kvantnih fizikov, recimo, Joe Dispenza, recimo ga zdaj danes dosti ljudi pozna, tudi jaz podobne stvari delam, še vedno zraven z terapevtskim pristopom, drugače malo, ampak so stvari nekako podobne, sinhrone. Vsi ti, ki so se jim vsi smejali, pred leti, zdaj tudi meni so se smejali potikanja, vse to, kar se je dogajalo, ampak to je normalno. To je normalno. Arthur Schopenhauer je rekel, vsaka resnica ga je preko 3 stopenj predno je priznana. Na prvi doživi posmeh, na drugi ji nasprotujejo
in na tretji imajo to za samoumevno. In rečejo, ja, pa smo mi vedeli, da je tako, a v resnici so se ti prej smejali, so se ti upirali, ne? Kaj ti govoriš, a ne, se to ni, ne? Ampak ja, prihaja čas za vse to, kar mi da danes govoriva, in prihaja čas in zdaj smo že v tem času, ko se vse to, veliko se že da dokazati, a ne, veliko študij, a ne, epigenetskih študij, moj namen je tudi, da bom prihodnje, a ne, se povezal z znanstveniki, pa vse te meditacije, pač bomo kri vzeli prej pa pol, pa bomo gledali epigenom, kaj se spreminja, imunski odziv, EEG, a ne, pač da merijo možganske valove, ne, kako gremo v teta stanja, ne, v nižje obrate, ko smo v meditaciji, ne. Se to pač v prihodnosti sledi, a ne. Do zdaj se pač naslanjam na vse te študije, ki so že bile narejene, Američani tle prednačijo, vedno so nekako, imajo tudi več resursov, da vse to financirajo, ne, ker to so drage študije, ne, ena študija 20.000 evrov, recimo minimalno, da samo eno kri pogledaš, a ne, to so kar številke, ampak ja. No, sej ravno tukaj sem prej morda majčkeno referirala pri vprašanju, ali so, se pravi, sredstva, ki so za javne raziskave namenjena tudi temu, ali je še težko priti do nekih takih? Žal še težko, jaz verjamem, da v prihodnosti bo to možno, ne. Sem imel tudi to dajo s profesor dr. Metko Ravnik, ki je na medicinski fakulteti, a ne, v bistvu poučuje, a ne, je imela tudi predmet povezava zavest telo, in v bistvu govori o epigenetiki, a ne, učite študente medicine, so zelo odprti, zelo jih zanima to, a ne. Je pa res, da še vedno je premalo, a ne, energije pa fokusa damo na to področje, a ne, ker se financira samo te klasične raziskave, ne, za farmacijo, za pač klasična zdravila, ne pa žal za holistične pristope. Pa jaz verjamem, da v prihodnjih letih se bo tudi to spremenilo, da bomo mogoče našli neke sponzorje, ki bo jih zanimalo to, kar mi delamo, ki bodo želeli tudi podpreti, ne, vsa ta raziskovanja, kar pač to je prihodnost. Jaz rečem, danes je čas za holistično, za celostno medicino, ki gleda človeka na vseh ravneh, ne, da ni samo en skupek mesa, ne, pa nekih celic, ne, ampak da gre za večplastno bitje, ne, ki v osnovi je duhovno bitje, ki ima vsa telesa, ne, fizično, čustveno, eterično, mentalno, ne. Torej na večjih nivojih je treba človeka obravnavati, gledati res z različnih zornih kotov, da ga lahko res potem podpremo na vseh nivojih, ki so pomembna, in da mu lahko na večjih nivojih celostno pomagamo, ne. Gospod Jarič, najlepša hvala za ta iskren pogovor, želim vam uspešno delo, da bomo še slišali o vas tudi morda na mednarodni ravni, da boste tudi našo državo na ta način predstavljali. Hvala za povabilo, res bilo mi je v veselje, v čast in še kdaj. Hvala vam za poslušanje in se vidimo in slišimo prihodnjič.